Spoštovana Ptujlix publika, Ptujlix na terenu, park Gradu Turnišče, da si malce v praksi pogledamo, kaj pomeni bistroumno izvajanje projektov, ki so jasno da, kar se bo videlo na tem konkretno preplačani. Se pravi, to je projekt ureditev parka in poti pri Gradu Turnišče. Tukaj bi se naj prišlo not z te strani ceste. Prva stvar, ki jo obiskovalci vidijo, je ta prazna tabla tukaj, ki je že tudi poškodovana. Potem grejo dalje in vidijo ta stojala, ki so postavljena nesimetrično. To bi očitno naj bilo za kolesa, morda tudi za konje, kdo pa ve. Potem pride do te table sem, ki je napisana samo v slovenščini, se pravi za tuje turiste je neuporabna. Potem se pogleda malo boljše, se vidi, kako pikslaste slike so. Se pravi popolnoma amatersko. Potem se gre dalje in se vidi drevesa s vsebinskim opisom, ja? Tudi slovnične napake. Potem pa se še poglobi ven detajl te potke, se pravi, nahajamo se tukaj. To je ta glavna pot. In potem se pogleda tole, ki pa je enostavno trava, kjer so vsake toliko metrov nameščene te prazne table. Dobro, gremo dalje, ker je še kar nekaj cvetk na tej poti. In kolikor vemo, so se bistroumneži hvalili, kako so za 40 000 evrov uredili park Turnišče oziroma pot. Vsakdo vidi, da so enostavno navozili nekaj šodra, postavili nekaj teh kovinskih stojal. Še enkrat poudarimo, kak je prišlo, a je to nivo, da se pa potem o teh informacijah na tablah ne menimo, ki jih je očitno delal kar nek pripravnik, začenši s slikami, ki so po resoluciji premale, pa potem pravopisne napake in tako dalje, bi rekel naš šaman. Torej, gremo še malo po kompleksu, da vidimo, kam je šlo 40 000 evrov denarja. Tako, zdaj smo nekako na sredi poti in vidimo to znamenito potko, za katero bi lahko rekli, da nimo tudi vsi, ki si urejajo okolico okrog hiše. Tu se pripelje kamion, 2 šodra, pa se malo raztegne in imam še nekaj, da vam pokažem na koncu te bistroumne poti okrog Gradu Turnišče. Te kovinske table oziroma stojala bi očitno naj opisovala nekaj tu v parku, da nimo da drevesa, ampak ker na tablah nič ni gor, jih je kar nekaj že podrapanih, kot vidimo tu. Se pravi, kaj bi to sploh naj pomenilo? Aha, tam se celo potka konča. Torej, na stvar je tako, če tudi se potka vije tudi tukaj desno in levo, so šoder navozili samo do sem, tu pa je ostalo tako, kot je bilo, se pravi shojena trava. In tako, to je še eno dodatno vprašanje več, v čem je smisel in namen to vrstnega šlampastega urejanja okolice, pa imejmo vedno v spominu, zato so se hvalili, da je stalo 40 000 evrov. Tam na prejšnjem križišču smo zavili levo, se pravi nazaj v park. In tukaj kaj hitro vidimo pri klopci. Ne da bi imeli kaj proti košem, se razume, ampak to vrstna estetska postavitev, stari aluminijasti koš pustiš, ki je itak poškodovan, in zraven počiš klopco, koš iz tega kompleta bistroumnega projekta, ki tudi vidimo je že markiran, in potem imaš to vrstno vizualno podobo vsega skupaj. Smo pri naslednjem stojalu, ki je tudi že poškodovano, brez vsebine kakopak. Potem je tu nekaj posušenih dreves, zdaj ne vemo, ali je to del tega projekta ali ne. Ampak kakorkoli, vidimo, kako to vse skupaj izgleda in gremo naprej.
Že kar naslednja tabla je podrapana, da si predstavljamo, kje smo. Potem tu pri klopci vidimo, da so fundamenti že ven, se pravi, če je projekt nekako lanskega datuma, pa po dobrem letu izgleda takole, potem je to res zelo zanimivo in vredno neke konkretne debate. Če je to nivo upravljanja zadev, potem ni čudno, da cel grad izgleda tako, kot izgleda. Sedaj smo torej na vstopu 3, kot je označeno na tisti tabli tam pri vhodu z vrati slovnično napako in vidimo, da so tu zgolj posejane te kovinske table brez opisov, večina je že poškodovanih. Potke tu okolje sploh niso urejali, pustili so jo takšna, kot je bila. Tu pa tam nekdo to malo pokosi. Vse skupaj vam povem, izgleda zelo smešno. Kar bojo preden, bojo očitno namestili napise tu na te table, bojo te table uničene. In gremo še na prvo stran gradu, tam imamo še marsikaj zanimivega za pokazati. Torej, spet smo tukaj in kot v življenju velja, dobre stvari je treba večkrat ponavljati, da se usedejo, je treba tudi na slabe opozarjati dejansko venomer. In mister je, čemu so dejansko ta šoder res navozili samo do sem, če tudi se vidi, da se potka nadaljuje tja za ovinek in tudi tukaj skozi park, se pravi, je shojena na enak način, kot je bil shojen ta del. In se potem človek vpraša, ali je šlo za to, da niso videli, ali je bilo treba šparati pri šodru. Tretja stvar pa itak je vsem jasno, koliko je stroškovna postavka take zadeve, ki jo tu vidimo, ureditev potke šodrom. Ja, tako da gremo še tu zdaj za vogal. No, da pa je vse toliko bolj tragikomično, pa vidimo, da dejansko tu en del tega šodra je in da potem tukaj ni enih 20-30 metrov. Tu pa spet je, seveda pač na bistroumen način, naj bo čim ceneje, proletarsko, samo da odkljukamo, da smo naredili. Evo, pogledajte si to šlamparijo, kakšne buče nam prodajajo in to že leta in leta. In evo nas pri dejansko nekako prvi tabli ob gradu, podrapana, seveda brez vsebine, se pravi neestetska, ampak očitno nobenega od teh, ki so pokasirali, ne boli glava. In to velja za projekt ureditev parka in poti okoli gradu Turnišče. Tako evo nas pri tej tabli, z te strani gradu, rečemo temu obrazna stran. Tukaj vidimo urejeno potko s tem šodrom, potem tukaj pred tablo, kar tak malo od oke, seveda, vmes nič. Niti ni bilo zmerjeno, šablonirano, pač vrženo. In kaj nam pade v oči, so takoj prepikslaste slike, se pravi, slike niso ostre fotografije. To je tak tisto amaterizem na najvišjem nivoju, ko se kdo spravi delati kakšne take stvari, se najprej seveda slike pogleda, nekaj piše. Ja? Tako da, to lahko rečemo nezadostno eno. Potem, ko si preberemo te tekste, vidimo tu not kar nekaj pridiha pustnega šamanizma, potem slovnične napake, kot denimo, ko se sprehajate po naravi, je tako vejica, kot bi si nadeli rožnata očala. Vejico so pozabili, morda ni bila plačana v projektu. In potem se še bomo premaknili desno, da vam pokažemo še nekaj vrhuncev in na koncu povemo še nek sklep tega, kar smo danes tukaj videli. Projekt ureditve parka Turnišče pod okriljem Bistre za kar nekaj 10 000 evrov. Potem naslednja tabla, prazna brez vsebine, posrana od ptičev, kaj pa druga. In naslednji od teh vulgarnih vrhuncev je pa ta tabla, ki že stoji po strani, preden so jih sploh nadeli neko vsebino. Tudi ta je posrana od ptičev. In to je dejansko tu na začetku, ko se človek pripelje not, je prva stvar, ki jo vidi ukrivljena tabla, tako tisto, ko so isto je tam prometni znak na začetku. To je tak prikaz neurejenosti, da niso sposobni niti v ravno črto ali pač ravno lego postaviti tistega, kaj bi naj informiralo. In
videli ste na tej naši današnji ekskurziji po parku Turnišče, kako izgledajo ti bistroumni projekti, ki jih omenjamo. Vse po zakonu, vse po pravilih, vse po postavkah, ampak na terenu pa pol najdeš posrani bullshit, neuporaben, nepreveden, pomanjkljiv, diletantsko narejen. In te rečejo, glej, mi smo projekt naredili, tako je bilo treba. Gremo še tja, da naredimo en sklep tega in pol pa dalje. Tako, spoštovane dame in gospodje, lep pozdrav iz neurejenega parka Turnišče za zaključek. Danes smo naredili ekskurzijo po poteh bistroumnega projekta ureditev gradu Turnišče, s katerim so se celo preteklo leto kar tak obsežno hvalili. Tukaj vidimo prepikslaste slike, brez prevodov, slovnične napake, table brez vsebine, potka narejena tak ad hoc na nivoju, a je to. In v preteklih dneh vidite, kako po drugi strani, ko ljudje na to upozarjamo, kakšne brutalne nizkotne žalitve potegnejo iz nekega kovčka, uvidevnosti itak ni, prodajajo nam buče. Dajmo vsi, ki nekako vemo, iti v Obi Bauhaus, pa malo po spletu pogledati, koliko taki diletantski, brezvezniški projekt bi dejansko v praksi stal. Da bi naročil nekaj teh stojal kovinskih, rečemo od oke 20, 25. Potem tabli z napisom smo videli sta dve, nista niti prevedeni, nista niti lektorirani, nimata niti profesionalnih fotografij. Se pravi, to dobiš za 200 €, daš nekemu srednjošolcu, da ti naredi. Potem potka od tistih vrat do sem, pa tu malo 2-3 kamione šodra, če nekoga do to v enem dnevu zvozi, šajter go kar, koliko bi to stalo v praksi, 500 €, 1000. In potem, kot rečeno, vsebin na tablah ni. Za ta projekt pa nekako velja, da je stal 40 000 €. Zdaj se pa vprašajmo, če se že na teh nizkih nivojih začne, kak je šele potem pri raznih tržnicah in podobno, če si samo v spomin ali v predstavo prikličemo obnovljen trg v Mariboru, pa njegovo ceno in obnovljeno tržnico na Ptuju, ki je koliko dražja. Tako da veste, kaj se dogaja. In sistem klientelistični, koruptivni, sperfekcioniran, okoli nas je ena horda riti, ki to vse vidijo, so tiho, ko kdo na to upozori, se ga napade žalitvami, lažmi, grožnjami, kaj jaz vem vsem čem. In nad vsem tem pa potem lahko poslušamo šamanske umotvore, kako se je treba odmakniti od materialnih dobrin, zliti v eno s kozmosom, nadeti masko, vzpostaviti teta valove v možganih in straviti svet. Tako da, spoštovana Tulix publika, itak nam je jasno, da tukaj ne gre za kakšno visoko bistrost, ampak za mentalno nesnago našega mesta. In če kdo hoče, naj negira to, kar ste danes videli. Šlamparija, diletantsko. Če bi taki projekt naročil v Avstriji, Nemčiji, Švici, ma nagnali bi te, ko bi ga videli tisti, ki bi ga prevzeli. Že samo zaradi prepikslastih slik, kamoli slovničnih napak not. Da se pa o ostalem niti ne pogovarjamo. Uživajte in čim manj bistre vam želim.